dobro jutro vsem, dober dan, ali karkoli je zdaj že za vas, noč. Sem Maša Plaznik iz Žarka sreče in danes se nahajam na Šaredu, na igrišču zgoraj, moja mazdica. Sem vam hotela pričarati ful lep razgled, ampak danes žal ni razgleda, ker je megla. Oziroma oblačno, kakorkoli. No, današnji live sem želela posvetiti samo ženskam, tako da če si moški in gledaš, si zelo pogumen, ker debate bojo take, ki, mogoče jih nočeš slišati. In sem se oblekla v rdeče, imam rdečo majčko, rdečo bundo, še avto imam rdeč. Zakaj? Ker bomo govorili o menstruaciji in menstruacija je rdeče barve. In ne vem, če veste, drage dame, ampak rdeča barva je barva tudi, ki se uporablja za prizemljevanje, za stik z naravo, z našo matero zemljo. In ful mi je zanimivo, to sem danes, zdaj, ko sem se peljala na to čudovito lokacijo, sem ozavestila, da narava je ženskega spola in ne samo v slovenskem jeziku, narava je ženska in planet Zemlja je tudi ženska, tako da kaj vse nismo zavesle kot ženske, kako smo močne, sposobne, kaj vse znamo, zmoremo, koliko si to vse zanikamo in kupujemo gluposti in laži, da ne vem, kaj vse moramo narediti. In smo polutrujene, izmučene in nam zmanjka časa za nas. Tako da kaj bi bilo potrebno, draga moja boginja, da si danes, najmanj danes, kaj bi bilo potrebno, da si vsak dan, ampak res, da si vzameš čas in da malo pregledaš, kakšen odnos imaš do sebe kot ženske, do svojega telesa, do svoje maternice in do menstruacije, menstrualnega ciklusa, kakorkoli ga pojmuješ sama s sabo in kakorkoli ga drugi pojmujejo, ki so v tvojem življenju. Tako da kaj bi bilo potrebno, da se imamo rade, da se spoštujemo, da smo ljubeče do sebe, da smo nežne, prijazne, prijetne in da ne prevzemamo tega, kar nam drugi vsilijo, da ni okej, da smo umazane, da če imamo menstruacijo, da ne vem, smo uboge, smo utrujene, smo bolane, se je včasih uporabljal celo izraz. Kaj, če imamo naš redni mesečni, ena punca je komentirala, sem imela par dni nazaj, kot neko tako brainstorming anketico, da vidim, kako ženske sploh pojmujemo ta čudovit pojav, ki ga imamo vsak mesec, menstruacijo. In sem si napisala na listek, da ne pozabim. V glavnem, kaj je ena napisala in me ful, tako prav, je bil moj blagoslov. Tako da evo, če poslušaš, hvala za to, moj blagoslov. Tako da, kaj če ni menstruacija nekaj napačnega, slabega, kaj če je to nekaj pozitivnega. Pa tudi, če smo v srednji šoli izkoriščali, da nismo rabile telovaditi in ne vem kaj, v redu, tudi to smo počeli, pa lahko to izkoristimo pred moškimi, ne. Moški zaprite ušesa zdaj, ne, noče imeti spolnega odnosa zdaj, ker ne vem, ima menstruacijo, pa ne zato, ker imate menstruacijo, mogoče pa pač se vam dan ne da. Ker ni, da med menstruacijo ne smemo imeti spolnih odnosov. Pač enim to ustreza, enim ne, sledite telesu, okej? Ampak kaj, če lahko to kdaj porabite res sebi v prid, zato da si vzamete čas zase in hkrati ne kupite tega, da je nekaj res z vami narobe. Ampak pač rabim čas, mi paše, hočem se posvetiti sebi, je čas mojega čiščenja, da vse, kar sem v enem mesecu nabrala, izkoristim zdaj to mojo čudovito menstruacijo, naj se vse lepo izteče ven, dam stran, pa si položim lahko roke na maternico, na trebušček, na srce, si namenim lepe besede, lahko meditiram, spim, lahko grem na sprehod, lahko nekaj dobrega pojem. Meni vedno paše cuker. Moj mož vedno ve, ko imam za dobiti menstruacijo, ker navalim na čokolado. In kaj še se mi zgodi, če zdaj sem pozabila. Ne vem, če vam dogaja, da imate pred menstruacijo, med menstruacijo kakšne posebne pripetljaje. No, jaz navalim na čokolado, to meni ful ustreza, tako da črna čokolada je samo zame takrat. Zdaj vam bom prebrala. Sem malo izluščila tiste objave, ki smo jo komentirali par dni nazaj, kako imenujemo menstruacijo, tako da malo vidite, kaj vse ljudje rečejo. Najbolj pogosto je menstra, menzes, fešta,
razne tete iz krvavca, iz Pariza, iz Rusije in iz Amerike, ta rdeča in tetka. Tako te so najbolj pogosti in te tudi tako, ko pač hodim po Sloveniji, dajmo reči, ker smo slovenske izraze iskale, najbolj pogosto ženske uporabljajo te izraze. Ne? Bomo potem o tem, kaj mi naredimo s tem, ko na prav točno določen način poimenujemo menstruacijo, bomo potem šli tudi na to, prav? Ok, to so bile take ful najbolj pogoste. Pol so me zelo presenetile, jaz osebno tega nisem poznala, da sem bolna. To je bilo prvno, wow, kaj res, to so govorile ženske, sem bolna. Krvavi pokol, dobro, ta meni sicer je bila, jaz sem to bolj na zabavo vzela, in Brežnjev. To so v bistvu 3 taka poimenovanja našega menstrualnega cikla, ki niso njih najbolj pozitivna. Pol so bile taki, ki so me nasmejali v nulo. Indijanci, kako lahko rečeš Indijanci? Se prav mislim, da je to en moški napisal, tako da Boga, kaj se dogaja njegovi ženi. Potem štuk parti, puščam, Rusi so na fronti, Malar v službi, Kečap, Inventura, sem v črni coni, to je zdaj fantastično s to korono, malo na hec, in Kitajci so na obisku. Tako da, zakaj ne bi se smejali tudi na ta račun? Ne vem, če veste, ampak smeh dviguje endorfine, hormone radosti, sreče, zadovoljstva, tako da dajte vrš na smeh, kakšne stvari. Evo, jaz že jočem. Ja, vas zdravim. In potem sta bili 2 taki, ki so mi bili pravno, wow, ne, lunin cikel in moj blagoslov. Tako da, kakorkoli imenujete ta vaš redni, mesečni, menstrualni cikel, drage moje boginje, kaj če damo zdaj stran vse sodbe, vse zaključke, vse projekcije, čustva, bolečine, trpljenja, karkoli ste doživele, kadarkoli tekom svojega, kako se reče, rodne dobe, ok, samo dovolite mi prostor, ok, torej da idemo dati vse to stran, wow, koliko tega imamo, jaz sem se vsa naježila, ok, wow, kaj če je možno dati stran vse, kar imamo na sebi nalepljeno in začnemo na novo izbirati tisto, kar nam je lahkotno, kar nam je všeč. Tako da vse posod, kjer ste kupile laž, da ste bolne, da je nekaj narobe z vami, ko imate menstruacijo, da je to grozno, kako to boli, mi rečemo na obali keškifo, kako je to gnusno ali karkoli, kar so vam predale mame, none, babice, tete, sosede, kjerkoli ste prišli do raznih informacij, kjer ste svoj menstrualni cikel opredelili kot nekaj groznega, napačnega. Lahko to se odstranimo? Hvala. Wow. Ja, eni mogoče me niste še doživeli, ko delam energijske terapije, ampak ja, zeham ful, zato ker spreminjam energijsko zapise, ki jih imate. Wow, polno je tega in vse posod, ker smo se zataknili v tisti resničnosti, ki smo jo kupili, ki sploh ni naša, lahko tudi vse to razgadimo, ničemu odpovemo in prekličemo. Hvala. In kaj lahko ta trenutek izberemo? Kaj lahko izbereš ti? Ja, ti. Kaj lahko ta trenutek izbereš, da se imaš rada, da si hvaležna za svoj menstrualni ciklus, za svojo menstruacijo, za svoj lunin cikl, blagoslov, za to čiščenje telesa, ki nam ga naše telo podarja, za ta stik z naravo, da ustvarjamo ravnovesje. Lahko vse, kar te omejuje pri tem, da bi živela lahko na takšen način, vsak mesec, vsak dan, vsako sekundo, vse te omejitve odstranimo. Hvala. Zdaj bi prišlo pozornost vzelo uno lepo drevo, tam zadaj. Hrast. Ima še listke, gor ni bilo še dovolj burje pri nas na obali. Ok. Ja, narava, ne? Narava dela ravnovesje in naše telo je del narave. In menstruacija, menstrualni cikel je del narave. Dovoli si, dopusti si, da ustvariš ravnovesje v svojem telesu na podlagi na nivoju vseh hormonov, čustev, ki jih doživljaš, stanj, izbir. In ne se omejevati. Ne se omejevati, ko imaš menstruacijo. Jaz, ko imam menstruacijo, počnem vse.
vse, kar mi paše v trenutek, ne vse, kar kao moram in kar mi drugi usilijo, ampak vse tisto, kar si jaz takrat zaželim, kar jaz začutim. In nekaj najlepšega meni osebno je, ko grem zvečer, ko greva z Jadranom, z mojim možem, ko greva spat, da se uležem, da se stisnem k njemu in že točno ve, da mi paše, da mi položi njegovo roko na maternico. To je meni nekaj najbolj božanskega. In da mi položi, nič drugega ne rabim me objemati, ne rabim mi nič govoriti, samo njegovo roko, da mi položi na maternico in se ustvari taka vročina pod njegovo roko, to je tako božansko, moje telo prav uživa. Tako da vprašajte vaše partnerje, in če jih nimate, pomagajte si same in polagajte roke na maternico. Naše roke so zdravilne, imajo moč. Saj veste, tisto, ko se udarimo, sem se udarila, me boli zob. Damo roko gor, položimo roko. Mi smo vsi zdravilci, naša telesa imajo to sposobnost. Tako da, dajte se podpreti, dajte si pomagati. Današnji Zoom sem hotela nameniti, toliko smo na teh Zoomih, da sem zablodila. V glavnem, današnji live sem hotela nameniti pač malo temo, da načnemo to temo. Menstruacije, temu, kako si sodimo, kako kupujemo sodbe od drugih, ali če ste že nehali si soditi, koliko ste v preteklosti to sodile. Mogoče, kako ste to doživele, ko ste prvič dobile menstruacijo, kaj so vam govorili. Mogoče tiste, ki več nimate menstruacije, kaj se dogaja potem, ko pridemo v menopauzo, ko smo v tem obdobju, kako sodimo telesu takrat, ko se v tej rodni dobi, ko načeloma bi morale imeti menstruacijo, zgodi, da kar naenkrat je ni. Ali da je ful močno, ali da je prepogosto, ali preredko, ali da je ful dni zaporedoma, ali da je premalo, ali da je čudne barve, ali karkoli, čudne strukture, karkoli je. Zehanje nalezljivo, pravi Erika, cool. To pomeni, da si sprejela in da tvoje telo doživlja spremembe. Tako da, cool, hvala, me veseli. Zdaj, še ena stvar, ki sem vas hotela povabiti. Zdaj ne vem, ali je tašen čas, moje telo je to hotelo sproducirati in to, kad sem res sledila svojemu telesu, sem razpisala eno čudovito delavnico, ki je razporejena v 3 dneh, bo v obliki live delavnica, pač posnetka preko spleta in bo 3 dni, 16. februar, to je torek, sreda 17. februar in četrtek 18. februar, vsak dan ob 8. zvečer, tam približno 1 urco. In na teh 3 delavnicah samo za ženske, tako da moški, ki gledate, povejte svojim puncam, ženam, sestram, mamam, prijateljcam, sodelavkam, da obstaja ta delavnica. In delavnica se je želela poimenovati Ljubeča maternica. Mogoče ste že kakšno objavo na Facebooku pogledali, ker včeraj sem si vzela ful časa za to. Tako da vas vabim, če začutite, na tej delavnici bomo delali prav na teh sodbah, da odpravimo vse, kar si sodimo, da pridemo v stik z našim telesom, z maternico, z menstruacijo, da si dovolimo, da se sprejmemo, da si ustvarimo tašen cikel, kakor je res prispevek za nas, zato da se imamo lepo in da izkoristimo tudi ta čas, zato da si vzamemo, če ne drugače, vsaj takrat res čas za nas. Verjetno smo se vsi Verjetno smo se vsi v šoli učili, saj jaz se spomnim, mi smo se v osnovni šoli že to učili, da so ženske v starih časih, v plemenih, mislim, da to še vedno ohranilo, nimam pojma, preverite, pogooglejte, da so ženske, ko so imele pač menstruacijo, in to so pač se je telesa teh žensk so naredila tako, da so v bistvu imele vse v istem obdobju, so šle iz tistega njihovega zaselka, kakorkoli pač mi pride po italijansko, tribu, iz plemena stran, so se odstranile in so šle pač tam. So si vzele čas zase. Zdaj pustimo stati, kaj je ozadje, zakaj so to naredile, pač, jaz to čutim kot nekaj pozitivnega. Kaj, če si lahko mi zdaj v tem našem sodobnem času tudi vzamemo čas zase? Pa si privoščimo, ne vem, mogoče masažo, savno. Zdaj smo v koroni, ajde, ne bo korona celo življenje, prav? Lahko nas masira mož, lahko imate savno doma, če imate, so srečki, jaz bi tudi imela. Tako da
Preberite si opis, no, zdaj tlele je povezava, v tem video posnetku gor v naslovu je povezava do delavnice, poglejte si in če vas pritegne, vabljene in bom ful hvaležna, če boste lahko delile naprej med ostale ženske, da se izve za to delavnico. Če imate kakšno vprašanje, lahko tudi po to objavo, napišete in 5 smo na mesec, ne bi bilo slabo. Ja, napišite pa vam bom odgovorila, prav? Tako da uživajte dan, naj bo nasmejan, naj bo božanski, fantastičen, naj bo tašen, kakor samo ženske si ga znamo ustvariti. Tako da, naj se rada. Čau in hvala, ki ste pogledali ta video. Čau.